pozdrav vsem skupaj. Morda ni najbolj prijeten občutek biti najstarejši predavatelj, oziroma profesor na tej šoli, pa vendarle pač en more biti, vi ste najmlajši tukaj na tej šoli, jaz sem pač najstarejši kot profesor. Kot kolega Veselinovič sem tudi jaz že od vsega začetka sodeloval na tej šoli in seveda tudi moja inštitucija, Inštitut za ekonomske raziskovanja, je bil eden od soustanoviteljev te šole pred davnimi 22 leti. Takrat so bile sicer razmere drugačne kot zdaj, ker je krizna situacija, vendar pa mislim, da bo ta šola vam nudila dosti ugodne pogoje, da boste lahko čez 3 leta diplomirali in da jaz sem prepričan čez 3 leta, da bo Slovenija izven krize in da bomo šli že v en spon, v eno gospodarsko rast, ki jo seveda si vsi želimo in ki bo omogočila podjetnikom in pa seveda tudi tistim, ki ne bodo podjetniki, da se bodo lahko zaposlili in da bodo prispevali k enemu dvigu blagostanja v tej družbi. Tisti časi, ki smo mi začeli, so bili drugačni, bil je en entuzijazem, bili so ugodne možnosti tako na vseh področjih podjetništva in pa recimo v družbenem sektorju se je na veliko zaposlovali, bile so drugačne možnosti. In takrat seveda je bilo poudarek na neki ekstenzivnosti, veliko število predmetov smo uvedli noter, zdaj so pa drugi časi, kjer bomo bolj gradili na kvaliteti in na intenzivnosti in mislim, da bo to dalo tudi vam enega dodatnega optimizma in enega vzpona. Zdaj, jaz sem se sicer bolj raziskovalno ukvarjal z inovacijami, to zaprav tehnološkimi, netehnološkimi produktmi, procesnimi inovacijami, potem z organizacijskimi inovacijami in sem bolj tudi ta predmet tako na tej šoli koncipiral v sodelovanju z praktiki. To se pravi, jaz sem odmeril 2 asistenta, ki sta bila podjetniška konzultenta in smo odmeril tako naredili predmet, da je bilo en dialog, da smo povabili zmeri vsaj enkrat v letu podjetnika leta, menedžerja leta, kakšnega uspešnega podjetnika na področju visoke tehnologije, ker pač nekako moj hobi je bolj visoka tehnologija. Tako da praktično smo gradili organsko ta predmet, od začetka je bilo to se imenovo ekonomika tehnoloških sprememb, potem smo inovacijski menedžment, menedžment inovacij. Tako da praktično mislim, da ni bilo enega leta, da ne bi manjkal kot predavatelj. Torej od začetka vrsto let je bil to obvezen predmet, zdaj opcijski, ampak to niti ni pomembno. Pomembno je to, da sem jaz imel en dost ugoden stik s študenti in da sem zmeri vsako leto nekaj dobrih diplomskih del, ki so končali, kjer sem bil kot mentor. Zdaj, če pogledam sedanji trenutek, ker pač vi gledate mogoče sedanje perspektive, ki seveda ni glih rožnata, kar se tiče gospodarstva, kar se tiče podjetništva. Jaz mislim, da vendarle so velike možnosti, zlasti, če boste seveda temeljito študirali in bi jaz položil vam na srce, da bodite odprti in dajte čim več izkoristiti možnosti tudi za študij zunaj. Jaz moram reči, moje izkušnje so bile, da sem en semester v Ameriki je meni več mojemu, rekel, profesionalni karieri več pripomogel kot pa celo leto študija na Ljubljanski univerzi. Torej, dejstvo je, da čim boste imeli možnost študirati zunaj in sedaj so te možnosti, torej izkoristite to in to seveda vam bo veliko koristno. Zdaj mogoče samo še par besed o slabostih ali pa prednostih podjetništva, ker mi delamo vsako leto te raziskave o konkurenčnosti Slovenije v primerjavi z drugim državam in seveda ugotavljamo prednosti, slabosti slovenskih podjetnikov. Kje so pravzaprav prednosti, bom najprej v prednostih, čeprav seveda z vidika naše konkurenčne situacije letos smo nekako, je veliko več slabosti. Torej, prednosti so, da je v povprečju dobro izobraženi, dosti fleksibilni, znanje tujih jezikov, potem seveda tudi dosti fleksibilni v poznavanju tehničnih predmetov, bi rekel, računovodstvo, knjigovodstvo in tako naprej, manj pa seveda v teh mehkih predmetih,
ali pa v mehkih področjih, kot je psihologija, kot je odnos, čustvena inteligenca, odnos menedžerjev do delojemalcev. In seveda tukaj se pokažejo slabosti naše nacionalne kulture, kjer smo razmeroma precej zaprti in nekako imamo en negativen odnos do globalizacije. Dejstvo pa je, da je globalizacija prinaša tudi vrsto dobrih strani in tiste moramo Slovenci kot nacija, kot podjetniki izkoristiti. Namreč tukaj se odpirajo novi trgi, kjer jih pač mi ne izkoriščamo in kot ekonomija, ki mora preko 50-60% bruto domačega proizvoda izvoziti, mi moramo seveda odpirati nova tržišča, mi se moramo pač vključevati v mednarodne verige vrednosti in v tem smislu jaz vidim eno veliko perspektivo za vas kot mlade študente podjetništva. Torej jaz bi na koncu tega kratkega bi zaželil vam še veliko uspeha in pa seveda računam, da boste res konstantno, kontinuirano delali, ker samo konstantno delo privede do uspeha.